To je prvič, kar prirejamo Koroške dneve, da slikarji pojejo. In zaradi tega še en aplavz. Spoštovani gospod Gorazd Šmalc, minister Slovence v zamestu in po svetu, njegova ekscelenca, avstrijski veleposlanik, dr. Ferenc Hoja, spoštovani gospod Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega kongresa, spoštovani dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika države, gospod Rudi Meljak, sekretar na uradu za Slovence, spoštovana današnja likovnika Albert in hči Simona. Spoštovani gospod Marjan Šturm, dr. Marjan Šturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, dr. Janko Male, poslovodja SPZ, gospa Zalka Kelih-Poli, tajnica KKZ-ja, spoštovana kolega, častna predsednika našega društva, dr. Peter Vencel in Jože Jaraja. Dragi kolega, organizator Janez Stergar, pozdravljen, midva namreč sva te Koroške dneve pripravljala od septembra dalje. Dragi člani društev in klubov prijateljstva, dragi prijatelji Koroške. Za letošnje Koroške dneve smo pripravili 5 prireditev z likovnega, knjižnega in glasbenega področja. Program je znan, ga ne bi ponavljal, danes odpiramo razstavo z odličnimi amaterskima slikarjema, iz Šmihela. To ste pa že prej slišali, ne da so iz Šmihela. Ja. Ki sta tudi glasbenika. Jaz sem eno leto celo učil Simono flavto igrati. Na 20 slikah lahko vidimo njeno ustvarjalnost, ki je odraz njiju samih, pa tudi okolja, v katerem živita. To se pravi Koroške. Kaj več bo o njih povedala gospa Pepca Weiss kasneje. Že v četrtek bomo skupaj predstavili v dvorani Društva pisateljev 2 avtorja, Dominika Srijanca in Aljaža Pestotnika. Z njima se je pogovarjala Jerneja Jezernik, ki Korošcem tudi že dolga leta pomaga. Danes teden, 12. aprila, smo v Španskih Borcih na Zaloški cesti poslušali koncert Marko skače, to je nova produkcija, skupna preko meja je spravil. Jaz, ko sem dobil pobudo od SPZ, pa od KKZ, pardon, mi skupaj smo to naredili, sem rekel, to bo pa nekaj za nas, ker je pač naša Koroška, pa avstrijska Koroška in če bojo skupaj nekaj naredili, bomo videli pa danes teden, pa je zelo dobro, ker igrajo naši jazz in vabim vse mlade, prosim vas, da mlade povabite v Moste. Boste naredili to? Če zares. Bomo videli. 13. aprila smo ponovno v knjižnem svetu, v Svetovnem kongresu, ko bo klub Koroških Slovencev predstavil 4 zbirke, nove zbirke Koroških Slovencev. Za zaključek bomo 16. aprila v Cankarjevem domu poslušali 2 glasbeni skupini, mešani pevski zbor Podjuna že tretjič v teh letih in rožanske muzikante. Rožanski muzikanti nas bojo z instrumenti in vokalom navdušili s priredbami narodnih koroških pesmi in ta koncert, ki bo 16. aprila, vedno navdušil publiko. Čeprav je sobota, prosim, pustite vikend, pa pridite na koncert. V redu smo zmenjeni. In sedaj, ja, ker imam informacije, da nimam časa, ker grem tja in tja. Lepo prosim, Korošce, pridite poslušati. Ok. In sedaj prosim dr. Kojo, da odpre razstavo. Prosim, doktor, izvolite.
večer. Spoštovani gospod minister, spoštovani gospod profesor Sodja, spoštovani gospod Stergar, spoštovani dame in gospodje, dragi gostje. Koroški kulturni dnevi letos potekajo že 14. zapored in štejem si veliko čast, da sem danes lahko ponovno z vami. Veseli me, da je v galeriji Družina tudi tokrat na ogled lepa razstava, in sicer razstava dveh umetnikov, Alberta Krajgerja in Simone Anne Krajger. Naslov razstave Mik ustvarjalnosti, Reiz der Kreativität, je, po mojem mnenju, zelo ustrezen naslov. Kreativnost je vedno polna vznemirjenja in umetniku ponuja veliko prostora, da to kreativnost tudi živi. Albert Krajger je aktiven kot slikar in kipar. Svoja dela je do sedaj razstavljal večinoma v prostoru na obeh straneh slovensko-avstrijske meje, pa tudi v Trstu, Novi Gorici in Ljubljani. Simona Anna Krajger se je izobraževala v Celovcu in Gradcu in razstavlja predvsem v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Oba umetnika skozi svoje abstraktno slikarstvo prikazujeta njuno dojemanje okolja in razmišljanje o življenju. Tudi letos se bodo v okviru Koroških kulturnih dnevov zvrstile zanimive in kakovostne prireditve. Današnja otvoritev razstave, koncert Marko Skače, predstavitve knjig in zaključni koncert v Cankarjevem domu ponujajo na izbor pester in bogat program tako ljubiteljem glasbe, književnosti in likovnim navdušencem. Koroški kulturni dnevi so tudi najboljši dokaz, da med Avstrijo in Slovenijo obstaja tesna povezanost, še posebej na kulturnem področju. Vsem prirediteljem oziroma organizatorjem celotnih koroških kulturnih dnevov želim veliko uspeha in prepričan sem, da bo tudi letošnji program privabil številne obiskovalce tako iz Slovenije kot tudi iz Avstrije. S tem je razstava odprta. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prosim gospoda Malca, da odpre celotne koroške kulturne dneve. Spoštovani veleposlanik, dr. Goja, hvala lepa za ta uvodni nagovor. Spoštovani dr. Žekš, dr. Šturm, dr. Peskovič, spoštovani visoki gostje, spoštovani vsi, ki ste danes prisotni na tem osrednjem kulturnem dogodku in za svojo prisotnost dajete pomen in veličino tega današnjega dogodka. Posebno zahvala velja tudi organizatorjem, na čelu z dr. Sodjo, upornim organizatorjem, in še posebno pozdrav tudi kulturnim ustvarjalcem, ki danes ste dejansko nosilci naših koroških dnevov. Posebna zahvala pravzaprav in izkazana čast, da lahko odprem tudi letošnje, že 14. Koroške kulturne dneve tukaj v Ljubljani. Kulturne dneve, ki so z svojo dolgoletno tradicijo in pa tudi z kvaliteto postali osrednja ter najvažnejša manifestacija kulturne ustvarjalnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti iz Zveze deželne Koroške v Sloveniji. Koroški kulturni dnevi so dejansko postali najžlahtnejša in najbolj reprezentativna predstavitev neumornega kulturnega snovanja naših koroških rojakov iz prelepe dežele onstran Karavank. In koroški Slovenci resnično imajo kaj pokazati, saj je njihova kulturna ustvarjalnost na zavidljivi visoki ravni, tako v pogledu kvalitete, kot tudi v pogledu obsega kulturne dejavnosti oziroma tudi ponudbe. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu bo kulturo, in ne samo kulturo, tudi vsakršno drugo ustvarjalno dejavnost koroških Slovencev, tako kot že vsa leta doslej
močno podpiral tudi v prihodnje. Tudi taki kulturni festivali, kot so Koroški kulturni dnevi v Ljubljani, lahko precej prispevajo tudi k dobremu ter tesnejšim odnosom med državami. In dobri meddržavni odnosi so v Evropi tega trenutka še kako močno potrebni. Željo, da bi ta vsebinsko zares bogata predstavitev koroških rojakov pritegnila kar največ zanimanja, predvsem ljubljanske in širše slovenske javnosti, zaključujem ta svoj kratek pozdravljeni besede in sporočam, da so 14. Koroški kulturni dnevi s tem tudi odprti. Hvala lepa. Gospa Pepca Vajs, prosim, beseda je vaša. Dobro večer, pozdravljeni vsi. Albert Krajger pravi, umetnost ni preslikavanje resničnosti, temveč njeno oblikovanje. In kar je zanj posebno pomembno, brez strasti ne gre. Tokrat razstavlja akril na platnu. Barve so vesele, sive barve fluktuirajo, na igriv način oznanjajo fantarej. Vse teče, vse je v gibanju. Kdor živi, mora pripravljen biti na spremembe. Oba, oče in hčera Simona Anna, iščeta nova pota za umetniško izražanje. Še marca je Albert prepleskal in preslikal stare slike, da bi ustvaril te nove, ki gredo v tretjo dimenzijo. Malo spominjajo na njega kot kiparija in veselje ima, da gre barva v diagonalo. Spominja na reliefe, kot sem rekla, a spominja tudi na njegovo kiparstvo. Abstraktno ekspresivne slike nastajajo intuitivno in igrivo. Kajti za Alberta je umetnost pustolovščina duha in srca. Motivi so razgibani, nemirni. Prevladuje kontrast toplih in hladnih barv. Umetnik uporablja tudi svojo srčno kulturo in vero, vezano na slovenski rod, ki jo je podedoval od dobrih staršev in jo je uspel uresničiti kot pevec, kot muzikant, kot godec, kot slikar, kipar, zborovodja in celo organist. Letnik 1953. Šolal se je na Plešivcu, Tanzenberg, zelo znana gimnazija, iz katere izhaja koroška inteligenca, lahko rečemo. To je bila šola za fante na podeželju, ki niso imeli možnosti obiskovati gimnazijo ali kakšno drugo srednjo šolo. In tu je prišlo ena velika množica zelo interesantnih, zelo pametnih, mladih ljudi, ki so imeli najboljšo vzgojo in najboljšo podporo strani škofa, duhovnikov, domačinov, družin, tako, da je v zelo dobri družbi, če rečem, en Oman, en Handke, en Libuš, Krajger, torej ti imajo en takšen tač, en posebni, kot tisti prostozidarji približno. In si pomagajo tudi, če je eden v težavi, mu pomagajo, če drugače ne gre, podarijo eno sliko in rečejo, naredi z njo, kar hočeš. In so mu že pomagali. Brez besed je to lepo šlo. Zelo rad gre v likovne kolonije. Ena mu je pri srcu. Ta je v Sloveniji. Imenuje se Korinta.
In tam je že skupina ustaljena, 35 ljudi, celo 3 ženske imajo zraven, da je mednarodna, s tem jo že tako imenujejo. Ja, in tam ustvarjajo, zelo rad ustvarja tudi v lesu, zelo visoke, velike figure, skulpture in tudi v kamnu. Umetniki pustijo svoje sledove ustvarjalne moči tako na tem kraju, ki jih gosti kot darilo. In če se sreča pozneje s svojo skulpturo, je umetnik začuden, kako dobro deluje na novi lokaciji. Prostor postane čisto domač, torej umetnost nas združuje. Kulturni utrip pokrajine je v veliki meri vezan pri njem na letne čase in običaje, na cerkveno leto in praznike med letom. Albert Krajger deluje kot most med tradicijo in sodobnim načinom življenja. A vedno gleda, da sooblikuje kulturne vrednote, ki so pričevalke bogate dediščine. Dragi Albert, naj ti ta večer prinese dih jemajoče pustolovščino. Kot pri petju in glasbi, ko nastopate vsako leto Tanzenbergerji, kot skupina The Counts, rockerji, sebi in drugim v veselje. Nam vsem pa, Korošcem in vam, rečem in želim, da bi bili ljudje na dvojezičnem ozemlju enega duha in da bi vsak našel za drugega pravi jezik in da bi našel vsak za drugega pravo besedo v miru in v spoštovanju. Mögen alle Menschen im zweisprachigen Gebiet eines Geistes sein und möge einer für den anderen die richtige Sprache finden. Möge ein jeder dem Nächsten das rechte Wort sagen, in Frieden und in Respekt. Na mnoga leta. Prikrajšani za kurikulum vitae in za razstave, ker te stojijo notri v vabilu. In ja Švica, tako. Simona Ana Krajger, hči, je rojena 1978 v Celovcu, odraščala tudi v Šmihelu in tudi tam zdaj živi svojo družino. Študirala je v mojstrskem razredu za slikanje, potem scenografijo in končno pedagogiko. Zdaj deluje kot učiteljica na javni dvojezični šoli v Celovcu. A pota jo peljejo vedno v Šmihel, kjer se ukvarja seveda ne samo z likovno umetnostjo, temveč tudi z glasbo, kot smo slišali, z gledališčem in z lutkarstvom. Zdaj k njenimi slikami, ki so tu od te zavese tu pri vratih zadaj do teh vrat in ena slika je še v naslednji sobi. To je en cikl slik, zelo zanimiv. Ta je nastal iz dnevnega opazovanja Pece. Poznate Peco gotovo, velika, mogočna gora sredi Podjune. Okoli Pece je 6 občin. Bistrica nad Pliberkom, Pliberk, Mežica, Črna, Železna Kapla in še Globasnica. In mnogo vasic na vznožju te velike gore.
ki je ena posebna gora, res posebna. Če poslušaš, Peca ima nekdanje rudnike svinca in cinka. V Peco lahko greš, v podzemlje Peco. Rudo so kopali do 40 metrov pod špicom. To se reče, 2200 je visoka, 40 metrov niže končajo se tisti zadnji rudniki. Neverjetno. A ruda je pošla in knapi nimajo več dela tam. In zato je to bila ena zelo velika škoda. Če slišiš Peco, potem misliš na skrivnosti zapisane v mineralih in v kamninah. Če slišiš besedo Peca, geopark Karavanke se nekje zveni v glavi. Če slišiš Peco, slišiš Mirsada Begića iz Bosne in Hercegovine. Umetnik, ki je omažal na Tisnikarja naredil pred Galerijo likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. In isti Begić je šel v Črno, ker so ga prosili, da bi upodobil tisto težko delo knapov. Kaj je naredil? Oblekel je suknič, hlače, tisto lampo, kapo in je šel s knapi v rudnik. In je par tednov tam delal, da je spoznal, kakšno držo imajo moški tam notri pri tem težkem delu. In ko se je naučil in dosti skic imel, je prišel ven in se je zaprl v gostilno, tam zgoraj nekje eno sobico imel in je menda tako fruškal. Prosim, če je to laž, jaz sem to slišala, celo verjamem. Ne vem, a umetniki vsi tako fruškajo, zajtrkujejo.